Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Morda niste vedeli. 11. zasavski humanitarni tek bo v petek 13. maja potekal na prenovljeni atletski stezi športnega parka Log v Hrastniku. Zanj in še za mnoge druge športne površine skrbijo v Krcu, kulturno-rekreacijskem centru. Z nami pa je Miha Mirt, vodja, Krca, sem narobe povedal? V bistvu direktor je po novem javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem. Okrajšavo smo še kar pustili Krc, kar je pač prej pomenil kulturno-rekreacijski center, ampak dejstvo je, da je pač konec leta 2020 prišlo do združitve in sicer se je pač mladinski center priključil našemu zavodu in iz tega je pač nastal novi javni zavod, kakor sem rekel, ki že v imenu pove, da pokriva pač kulturo, šport, mladino ter turizem v Hrastniku. No, jaz sem vesel, da bomo lahko po 10 zasavskih humanitarnih tekih preselili iz občine Trbovlje tek tudi v Hrastnik. Prej moram reči, da to skoraj da ni bilo mogoče zaradi atletske steze, ki ni bila opremljena z tartansko podlago, zdaj pa je. To pa je bil kar velik finančni zalogaj, kaj ne? Ja, dejstvo je, da se pač zmeraj radi poudarjamo, pač v Hrastniku, da se ponašamo z nazivom, da smo kar fejst športna občina. Predvsem število športnih objektov, se pravi, ki jih pač tudi mi deloma kot javni zavod pokrivamo, govori pač v ta prid. Poleg pač samega štadiona, o katerem si že pač ravno kar omenil, pač pokrivamo mi oziroma upravljamo še športno dvorano, ki je tle v Hrastniku s pokritim zimskim bazenom, tudi v Hrastniku, športno dvorano Dolanka in pa kot že omenjeno, se pravi s celotnim kompleksom športnega parka na Logu. In ja, športni park na Logu je bil zgrajen v 50 letih, ima že določene, kako naj rečem, ima svojo starost. Je bil zelo zgledno vzdrževan, je pa pač dejstvo, da ta investicija, katero smo pač v lanskem letu pričeli, za katero smo pač pridobili tudi sredstva še poleg občinskega proračuna, še strani Fundacije za šport in strani Ministrstva za šolstvo, pač pomeni nek nov zagon. In tudi pomeni to, kar nas zelo veseli, se pravi, da lahko gostimo tudi prireditve, kakor je pač vaš humanitarni tek. No, omenil si, da je bilo to financiranje iz različnih sredstev, ampak še vedno večina sredstev pa iz občinskega proračuna Hrastnik. Definitivno. Mislim, občina Hrastnik je pri sami investiciji oziroma je v samo investicijo vložila 256 000 evrov. Fundacija za šport oziroma na razpisu od Fundacije za šport smo pridobili dobrih 49 000 evrov in pa še mislim, da dobrih 23 000 evrov se je uspešno pridobilo še na razpisu Ministrstva za šolstvo. Ampak dejstvo je, občina ima posluh, se pravi, in za potrebe športa. Tu se moramo vseeno zavedati. To je pač največja investicija v športne objekte, ki je bila narejena, mislim, da v zadnjih 20 letih. No, naši gledalci ne vonjajo tega značilnega duha po barvi, rdeči barvi, s katero je prebarvana ta tartanska steza, ki je bila masa, ki je bila že položena, ampak še prej je bilo pa verjetno potrebno, odvodnjavanje urediti, nekaj asfalta tudi, prav posebnega.
Ja, tako je. Se pravi, pač to je gradbeni projekt. Ne. Zdaj, dejstvo je, najprej bil potrebni skop, se pravi, na celotnem štadionu. Se pravi, potem je prišla drenažna podlaga spodaj, se pravi, iz peska. Poleg tega se je na novo uredila, pač, kakor si omenil, drenažna kanalizacija. Se pravi, potem, kakor tudi sami vidite, na posnetku so bili robniki pač na novo položeni. Se pravi, potem, ko so bili robniki položeni, sta prišli dve plasti asfalta in po samem asfaltu še pač dve plasti tartana. Tukaj del, kar vidite še v črnem, je osnovna plast tartana, delavci pa ravno kar polagajo oziroma polagajo pa pač zadnjo oziroma zgornjo rdečo plast tartana. Tisti tam gore gredo zaenkrat še na roko, ne? Ja, zaenkrat moram reči, da v tem spomladanskem delu nam gre vreme zelo na roko, res držimo pesti, da nam uspe še tole v naslednjih dneh zaključiti. Bodo pa, če se ne motim, 4 staze, ne? Pa na tisti 100-metrski, ne? 6. Tako, točno tako, se pravi, to pač omogoča tudi, ker glede na to, da je pač zraven tudi osnovna šola narodnega heroja Rajka, pomeni, se pravi, da bodo lahko in učenci koristili, se pravi, to za redno šolsko dejavnost, za vse atletska tekmovanja, plus seveda pridejo na vrsto še vsa športna in ostala društva, ter seveda vsi rekreativni posamezniki, ki dnevno uporabljajo stadion. Krog je pa, če se mi zdi, tam okrog 360 metrov, ne? Krog je pa malo manj kot 400, da, nažalost tukaj smo malo manjši, ampak je čisto tako, prostorske razmere nam žal v tem trenutku pač ne omogočajo postavitve 400-metrskega kroga. In kar moramo že zdaj povedati, ne, prva steza notranja bo rezervirana zame, pa za Sabino Karaman, s katero bova poskušala odteči, ker je 11. zasavski humanitarni tek, 11 ur. Tako da, to se bo pa tudi ves čas obveščalo, ne? Seveda, absolutno. Da se ne bova katerega zaletela. Normalno. Kot si že omenil, 11. zasavski humanitarni tek je planiran za 13. maja. Datum sopada tudi za uradno otvoritvijo štadiona, se pravi, kjer bomo pač tudi mi v javnem zavodu Krc Hrastnik poskrbeli za ustrezno promocijo in tudi par kulturnih prireditev še ob tem. Seveda pa normalno, se pravi, glede na to, da bosta in ti in Sabina tekla 11 ur, bo notranja steza rezervirana za vaju. In jaz verjamem, da kakšen krog z nama tudi ti, ne? Obljubim, da bom. Ja, no, ni pa to še tista dokončna podoba tega športnega parka. Je še predvideno, ne? Ampak vse je odvisno od sredstev, ne? Ja, definitivno. Tukaj naredila se je pač idejna zasnova. Idejna zasnova je bila posredovana takrat strani in občine in gospoda župana Marka Funkla. Dejstvo je, to je pač prvi korak, ki smo ga naredili, ne? Se pravi, pač sama ureditev tartanske steze, ker vem, da je bila to večletna oziroma lahko rečem tudi 10-letna želja, se pravi, Hrastničanov, rekreativcev, se pravi, da se to uredi. Je pa hkrati pač predvidena tudi prenovitev tribun, se pravi postavitev tudi v končni fazi strehe za gledalce, ampak nažalost se tle pač zmeri ustavimo na koncu pri pač tisti vreči denarja, ne. Se pravi pač plan je za naprej, tudi kot sem že omenil, občina je pripravljena investirati v to, mi bomo morali narediti pač svoj del v smislu, se pravi iskanja še kakšnih evropskih državnih sredstev, da to dobimo, se bomo pa definitivno držali te idejne zasnove, se pravi, ki je bila predstavljena. Je pa verjetno ob tem treba povedati tudi, da je prišlo, lahko rečemo, tudi v tem času, ko je bil ta tartan položen, tudi do manjšega vandalizma, ne? Kar je žalostno, ne? Ja, nažalost se pač dnevno soočamo tudi s temi pač malo manj prijetnimi stvarmi, tudi na sveže položenem tartanu se je pač našlo par junakov, ki so se pač odločili pustiti pač svoje sledi. Nažalost je pač masa takšna, da nekaj se bo dalo sanirati, ne, mislim, kakšna stvar bo pa tudi pač nažalost ostala, ne. Prisiljeni smo bili pač tle nažalost tudi v
v sam najem pač varnostne službe, se pravi, ki skrbi, se pravi, oziroma pregleduje, da pač v času, ko potekajo dela oziroma ko se tartan suši, da ljudje pač ne hodijo po samem stadionu in pa šli smo tudi v ukrep, se pravi, vzpostavitev videonadzornega sistema. No, omenil si že bazen, pokriti bazen, ki je zadaj. To je zelo pomemben bazen za to Zasavsko kotlino, praktično edini delujoči, ki verjetno kar poseže krepko tudi v finančno breme samega Krca, pa tudi občine. Pa bo kdaj primerno tudi ali pa urejeno tudi za letno kopališče? O letnem kopališču trenutno se še nismo pogovarjali, ker je zasnova bazena takšna, se pravi, da je pač to zimski bazen. Je pa definitivno, se pravi, jaz osebno zagovarjam pač to mentaliteto, mi smo javni zavod. Se pravi, pač dejstvo je, da je pač to edini bazen v radiusu, pokriti bazen, ki obratuje, se pravi, med zimskim časom v radiusu, mislim, na nekih 30 do 40 kilometrov, omogoča pač in tečaje in šole plavanja za osnovnošolske otroke in tudi širše. Govorimo tle od občin, od Sevnice, Laškega, Hrastnika, Trbovlj, pa rajše ne bi našteval, da ne bom koga pozabil. Definitivno pač zagotavlja pač tisto neko javno storitev, ki drugače pač ne bi bila možna, ne. Je pa dejstvo tudi, da prinese pač določene stroške za seboj, ampak zato smo pa tudi mi tukaj, se pravi, da balansiramo med tem. Miha, še zadnje vprašanje. Sabino že močno čakava, da preizkusiva tale štadion, ne za 11 ur, za kakšno urco, ne? Če ne se lahko prehitro naveličava do takrat. Kdaj nama bo to omogočeno? Po prvomajskih praznikih? Jaz bom tako rekel, upam, da se zdajle čez vikend ne bo preveč indijanskega ognja kurilo in klicalo preveč dežja, ampak po trenutnem planu, se pravi, kjer moram res pač pohvaliti izvajalce, ker se pač držijo, je planirano, da se v naslednjem tednu velika večina del zaključi. V trenutku, ko bomo zaključili z vsemi temi deli, ne glede na to, da bojo mogoče še potekala kakšna manjša obnovitvena dela, kot recimo ne vem, kakšno barvanje ograje in podobno, bomo mi dali stadion pač takoj na voljo, ampak se pravi, tle pa rabimo pač uradno zeleno luč, se pravi, strani izvajalca, ko bi rekel, ker trenutno je pač celoten stadion definiran kot gradbišče. Glavno pa je, da bo 13. na voljo, ne? Absolutno. Hvala. Prosim. Ja, naša druga sogovornica pa je Laura Izgoršek, direktorica, je vodja sekretarka Društva prijateljev mladine Trbovlje. Laura, marsikaj smo že na teh 10 zasavskih humanitarnih tekih ušpičili skupaj, kaj ne? Ja, pestra leta so za nami. In če zdaj pogledaš malce nazaj, zakaj vse smo zbirali denar, pa mimogrede, koliko približno smo ga zbrali? Ja, v vseh teh letih se je izvedlo res en kup fajnih humanitarnih akcij, tekov, ki so služili svojemu namenu. Predvsem bom rekla, da smo se nekako skupaj vedno odločali, komu pomagati, na kakšen način, da smo izhajali predvsem iz našega okolja, kakšne so bile potrebe, ali so bile to potrebe otrok do zdravljenja, ali družin, ki so bile v stiski, takšni ali drugačni. Večinoma pa smo se usmerjali predvsem na stiske, kar se tiče zdravljenj, in da smo na ta način pomagali otrokom, odraslim, določenim organizacijam, ne, tudi predvsem pri, bom rekla tako, da smo s tem omogočili jim malo več možnosti, kakšno preiskavo več, ki pa je za njih, bom rekla, bistvenega pomena. Imaš mogoče približno številko? Ja, mislim, da zbrali smo, zdaj bom približno rekla, tam okrog 40.000 v vsem tem času, tako da res lepa številka. Lepa. Nekaj je pa že tudi letos zbrano, ne, tam okrog 2000 evrov, ne? Tako je, lepo se je že nabiralo, bom rekla, na različnih koncih, lahko vidite naše škatlice, kamor lahko vedno vržete kakšen evro, 2, 3 in tako naprej. Tako da počasi se nabira tudi na naš transakcijski račun, sredstva prihajajo, v velikem obsegu pa upamo, da se bo zbralo na samem teku. No, vse to so različni načini preko teh škatel, ki so v nekaterih salonih, potem
preko tega odprtega računa. Nekaj se bo pa verjetno prodalo tudi srečk, ki bodo vse dobitne, ne? Res je, imamo kar precej daril, promocijskega materiala in zameno za nek prostovoljni prispevek si boste lahko izbrali tudi kakšen izdelek. To pa bo možno, če bo še kaj teh dobitkov ostalo na samem dogodku, drugače pa kakšen teden prej na kakšni od zasavskih tržnic, ne? Vsekakor naš humanitarni tek bomo predčasno predstavljali tudi na tržnici, v Trbovljah, Hrastniku, mogoče celo Zagorju, da počasi ljudi seznanimo, da spremljate naše delo in da kot vedno delamo za kompletno Zasavje. Omenila si, zdaj smo v Hrastniku, omenila si tudi Zagorje, 10 humanitarnih tekov smo zasavskih, ne, izpeljali v Trbovljah. Ne vem, verjetno si tudi ti vesela, da se zdaj prvič selimo izven meja občine Trbovlja. Vsekakor delamo za Zasavje, delamo za vse občine in mislim, da je super, da ta tek kroži in si želimo, da zdaj, ko smo v Hrastniku, da mogoče pa najdemo z leti tudi kakšno opcijo, možnost v Zagorju izvedbe tovrstnega teka, predvsem, da nas občani vseh občin spoznajo in se zavedajo, da resnično ne gredo sredstva samo v Trbovlje, ampak da so namenjena kompletnemu Zasavju. No, do lani je bil z nami tudi Mitja Duh, ki je bil nekako pobudnik in smo mu res hvaležni, ne? Da se je nekako z njim začelo. Res je, Mitja Duh je bil začetnik vseh teh humanitarnih tekov, potem sta jih skupaj naprej peljala in s časoma se nam je pridružila tudi Sabina, Hrastničanka, zato pa smo tudi rekli, pa pejmo še malo njeno rodni kraj. No, ponavadi se na teh zasavskih humanitarnih tekih veliko dogaja. Je tudi letos že kaj zanimanja osnovnošolcev, srednješolcev, tistih otrok, ki hodijo v vrtce, mogoče društev? Zdaj vem, da glasbena skupina Excentrix, kot vedno, pride. Vsekakor pridejo. Ja, tako kot vsako leto bomo tudi tokrat povabili osnovne šole, vrtce, društva. Želimo si, da pridejo podpreti prireditev, da se jih čim več odteče vsaj kakšen krog na stadionu, ki ga prenavljajo in pa predvsem, da pokažejo podporo prireditvi. No, verjetno tudi tebe veseli, da bo dogodek nekako obogaten tudi z otvoritvijo ali pa odprtjem te prenovljene atletske steze, torej se je v ta projekt vključila tudi aktivno občina Hrastnik, kar lahko doprinese temu, da bo še kakšen obiskovalec več. Ja, vsekakor smo res veseli, da v bistvu so nas v Hrastniku sprejeli odprtih rok, nam prišli nasproti pri vsem, kar potrebujemo, da sploh lahko uspešno izvedemo to vrstno športno prireditev. Želimo si veliko obiskovalcev in pa seveda veliko kulturnega programa in da bo lepo vreme. Pa da imajo s sabo kakšen evro? Ja, obvezno evro ali več. Ja, to zelo... Želimo si našo škatlico čim hitreje napolniti. Jaz to vsako leto vprašam, kako si kaj pripravljena tekaško, ne? Zdaj midva s Sabino se pripravljava za 11-urni tek, upam, da nama bo uspelo. Koliko ur boš šla ti z nama? Jaz mislim, da tako kot jaz, kot tvoja žena, ne? Vsako leto upava, da boš te ure malo zmanjšal, ne? Ampak ti ne. Sama pa bomo tekla kakšen krog, res pa je, da vsako leto pa zmanjšujem, gremo nasprotno smer kot ti. Ja, no, te bom držal za besedo. Vsekakor kakšen krog definitivno tečem. V petek 13. Zdaj 13. je ponovadi nesrečni dan, ampak za nas je bil še vedno srečen. Da bo srečen, ne? Tako. Hvala ti. Se vidimo v Hrastniku. Z nami je tudi Lidija Hutar, ki vodi skupino onkoloških bolnikov Trbovlje, oziroma lahko rečemo kar Zasavje. Celotni skupiček zbran na 11. zasavskem humanitarnem teku bo ravno za to skupino onkoloških bolnikov, ker verjetno v skupini niste razočarane, ne? Ne, sploh ne. Zelo smo bile presenečene takrat, ko sva pač se dogovorila, da se ta sredstva namenijo naši skupini. Kajti res, to smo ranljiva skupina, vsaka potrebuje pač po tistem zdravljenju medicinskem še nadaljne rehabilitacije in glede na to, da smo bolj kot ne v takšnih okrnjeni, bi rekla,
skupini, v obdobju? Ja, v obdobju. No. Bi ta sredstva bi bila res zelo dobrodošla. No, jaz upam, da se čim več nabere, ampak greva malce nazaj. Vsi skupaj v tej skupini pa delujete v okviru Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Par besed o tem, kdo se lahko združuje, pa tudi konec koncev v vašo skupino. Ja, naša skupina deluje v okviru Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Sicer 21 skupin deluje po celih Sloveniji v različnih krajih. No, naša je bila ena med prvimi, ki je obeležila že 32. leto lanskega novembra in šteje približno 82 članic. Čeprav je dobila skupina naziv Skupina za samopomoč bolnikov z rakom, smo prej dosti let imeli skupino samo s ženskam obolelim za rakom dojke. Zdaj se nam lahko pridružijo tudi bolniki z vsemi ostalimi raki. To se pravi rak prostate, rak pljuč, rak mot, skratka vsi raki, ki so pač zaznani. Skupina deluje tudi in sodeluje z različnimi društvi. To pa takrat, kadar imamo na primer Svetovni dan raka oziroma tudi teden raka. V rožnatem oktobru se predvsem bolj izpostavimo pač lokalnem prebivalstvu, da nas opazijo in s tem ozaveščamo ostalo prebivalstvo oziroma občane, da je potrebno za naše telo zelo, zelo dobro poskrbeti. Še predno se zbolimo. No. No in tudi, ja, prosim. Ja, zato pa poskrbijo 3 državno presejalni programi, to je SVIT, to je za raka, predčasno odkritje raka črevesja in danke, potem DORA z mamografijo, kateri ženske pred oziroma po 50. letu do 69. leta imajo to na razpolago, in pa DORA, ko jih kličejo vsaki 2 leti tudi ženske z ginekološkimi težavami. In to je predvsem ponujeno, zato bi apelirala na zdravo populacijo, če dobijo ta vabila domov, naj se ga odzovejo, kajti nikjer ne dobiš domov vabila, pa greš zdravniku, vse posod je dolgo treba čakati, ne. Torej, pohvalno za te 3 državno presejalne programe. No, tudi ti sama si se srečala z rakom, ne? Ampak to pa že kar leta nazaj, ne? Ja, leta 1995 sem zbolela z rakom dojke. Sem bila zazdravljena, kot vidite danes po 27 letih. Sicer je bilo vmes še nekaj težavic, ampak jaz mislim, da z dobro voljo pa s veseljem do življenja marsikaj premagamo. No, ti pa tudi ostale članice pa dobro voljo prinesete tudi vsakokrat na zasavske humanitarne teke. Letos tudi svojo stojnico, verjetno. Ja, seveda, da Igorja počastimo s to stojnico in tudi odtekle bomo neki. Mislim, da nas je še toliko premoč, da bomo vsaj en krog odtekle. Ja, imeli bomo svojo stojnico s svojim gradivom, s tem, da bomo mimoidoče ozaveščali pač o teh rakih. No, jaz upam, da bo prišla na sam ta dogodek tudi naša častna pokroviteljica teka, nekdaj izvrstna biatlonka Tadeja Brankovič, ki se je tudi sama v tem korona času soočila z rakom in zmagala, tako kot je včasih premagovala tekmice, zdaj raka. In verjetno je pa to še toliko bolj, da taka znana oseba podpre tovrstne dogodke, ne? Ja, pod njenim pokroviteljstvom bomo še bolj močni. Ja. Si že kaj razmišljala, ste v skupini že kaj razmišljali, kako pa kje se bodo porabila ta sredstva? Mimogrede, ves izkupiček, karkoli bo zbranega, gre direkt na Društvo onkoloških bolnikov, seveda oni pa potem prenakažijo ta denar oziroma za vaše potrebe.
Ja, s tem, ko se ozdraviš, ni konec, ne, zdravljenja. Potem moraš sam tudi poskrbeti za razne rekreativne dogodke, pa pač zdravilišča, ko se ga marsikatera ne more privoščiti, ne. Tako da ja, Pa namenili bi, limfne masaže, recimo. predvsem zato namenile bi pač čim večjim članicam, odvisno od sredstev, koliko bi jih prišlo, saj enodnevno ali dvodnevno razvajanje v enih izmed zdravilišč, ali pa mogoče na morju v Strunjanu, tam je tudi zelo lep in krasen, bi rekla, Ambient. ambient, ja, hvala. Ambient, da bi se pač malo razvajale. Se pravim, odvisno, koliko bo sredstev namenjenih naši skupini. Jaz upam, ne, da bo obveščanje pomagalo, da bo čim več ljudi prišlo, da bodo na samem dogodku prišli s Sabino, z nama, pa s Tadejo, mogoče pa tudi s tabo odtekli kakšen krog, vmes darovali kakšen evro na vhodnih vratih. No, mislim, da pa tam okrog 2000 evrov je pa že nabranih, tako da nekaj se bo verjetno nabralo, da Lepo. bo prišlo prav. Lidija, hvala, pa treniraj malo do tega časa. Ne? Ja, se že trudim, akcija. Hvala lepa za povabilo. Srečno.